Just to give you an idea about crocodiles and crocodile stories, there's supposedly an 8-meter crocodile shot down at Hyde back in the days before they were protected. We've been up to Normanton on this trip. Čisto skriti so te vodi. There's a replica of the crocodile. She had kept the skull. You can multiply the length of the skull. Se pripravlja. 7.5. That would give you the big one. But why not? Please to say that they weren't finding any crocodiles. Gre da skoči. Basketball player with 7 foot. Why not those Pa spet nazaj v prezo. Now the way they do that, they pull down the back and snap the thumb. You can see he's got all these little bumps. And they run in rows. When the crocodile swims, all those scoots disperse the water downwards. And the crocodile can swim just as far below the surface. Right, so the wallabies come down to the edge and it's lapping away down here. He could probably swallow about 20 kilos in his heel. Doesn't have room in his jaws. Doesn't have room in his stomach either. So what he has to do is tear it apart. So he plants his jaws around the pig and he lifts his head up out of the water and he gives a couple of violent thrusts side to side. Now, when a crocodile closes its jaws, and you can see with Billabong Bell here, all of its teeth sit together. So it's like tearing down the dotted line. That pig is literally torn apart. So he eats the 20 kilos of pig that he has in his jaws, and then the rest of the pig goes floating off down the river current. And there's the start of our trip. Big birds, but by seeing them this way, you don't need to see the feeding. At Who's heard the one about how the crocodile taking his Now it's coming, Maria. It's moving along or behind. Look at this, Matthew. Looks like a log in the water. Like a log in the water. It's coming up just under, just next to this man. Huh? Just keep watching. He's going to come just now, I think. To pa ni krokodil, to je pa ena kačica. Ena kačica, ki mi pozira. Se je dvignila. Dvignila. Ima tako lepo kožico. So 3 najbolj strupene kače na svetu. Skoraj bi zgrešili tega malega krokodilčka. Se še razvija. Slanovodni krokodil je to. In njegov kolega, ki tam leži. Ali pa je samica, manjša. Verjetno. Varnostna razdalja je drži. Probably about 5 kilometers an hour maximum. Everybody who works here at the park, we can all move 5 kilometrov na uro grejo. Niso jih zabati. Čeprav so tako grozni. Evo, iz roke je ljudem. Klokani. Prav ko pesa ga počohe po vratu. Lepo, ne? Lep, ne? Ja. Kakšno dlako ima? Prežvekovalec. Ja. Predavček.
Od tega se poslavljamo. Orel, kralj ptičev. Pejši Brena, ki tam teče za nami. Milan, tam teče za nami. Kralj ptičev. Jaz se skrijem za... Deko me lahko klokne, dej. Spiš, papigajček. Ta je že malo drugače kot oni, ne? In tle sta še dva njegova zaspana prijatelja. Daj mi to slikati. Tukaj pa z ene posebne opazovalnice slikamo račke in tičke tle v zavetju. Mislim, da so čisto skrite pred ljudmi. Ti si pa malo divja. Malo prej me je pregnala. Korajžna. Posebna siva goska. Ja. Čuva svojo hrano. Ja. Še kaj povej. Prispeli smo v centre Townsvilla. Tle imajo čudo božje, še celo zidane hiše. Zadaj je muzej njihov. To je pa Queensland Building. Kako lep hotel. Lesen, v spomin na stare čase. Pofarban, res zanimivo. Med, kov, nore krave. Noče ne bomo šli. Zopet ena redkih zidanih hiš. Vidi, da je veliko mesto. Nad Townsvillom se dviga gora, podobna Uluru Piku, katera je tudi čisto rdeča v večernem soncu. Samo sem zamudil za par sekund, predno sem prišel do ključa in do vseh teh mašinerij. In tudi plezalci plezajo gor. Kar divja stena je. To je naš motel. Castle Rock. In to je ta skala. Fantastičnih oblik. Tudi imam eno skalo. Čisti rdeči granit. Bolj rdeč kot asuanski granit. Zopet od eden neštetih sončnih zahodov v Avstraliji. Eden lepši od drugega. Pa grem, ker sem v prvem nadstropju privatne hiše. No, pa gremo v sobo. Malo pogledati, kaj se na Džiru dogaja, oziroma na Turu. Mount Hill v jutranjem soncu. Pred zadnji dan vožnje se začenja. No, zdaj da povem, kako raste to drevo. Evo, dela deblo in iz debla dol grejo take korenine v zemljo. Začne se pa tako. Iz debla odžene taka korenina in ko pride do tli, se razvije potem, dobi vlago končno in razvije tak koreninski sestav. Čudovito je tole. No, tukaj pa imamo nadomestek Svete gore aboriginov v jutranjem soncu. Žari. En košček, tle gor so pa narisali eno znamenje. Včeraj so tle plezalci plezali gor. Rdeči granit. Me jebat, ker bolj me jebete, bolj sem živčen. Drugi kurs Holiday, tam zadaj. South Townsville traffic area. Od mesta 15 ste me pobrali stran, ste projena, ena banda, je parka gnjela. Sami taki kamioni so. Sami taki kamioni so na naši poti. V majhnemu mesecu smo se ustavili, tukaj je spominski park in pot nas vodi naprej, v daljave proti Cairnsu. No, na takih točkah informacijskih smo se ustavljali po Avstraliji, pred mesti. Dobiš vse prospekte, vse informacije, kje greš na hotel, kje zaviješ, kje je dobro za kaj pogledati, kje za spat.
In v ozadju se pa zbirajo taki deževni oblaki, sicer še ne dežuje, in gremo čez to gorovje proti Innisfallu, naši današnji točki, še malo lepe razgledne ceste. Zdaj smo pri Japonvillu v velikem nasadu banan. In ko ena crkne, se samo odsekajo, 1 meter nad zemljo, se dosti ne dajo in odžene druga zraven. Ko radič. No, zdaj pa ne vem, ker so verjetno še nočne temperature nizke, dajo te z folijo, te stvari gor in tle noter zakrijejo banane. Kaj lepe so. Evo, tle noter v vreči so banane. Evo, lepe banane. Tile mostovi so tako nizko v teh krajih, da stalno poplavlja in takrat vozijo tudi ljudje čez in zato je označeno. Evo, taki leseni mostovi so šraufani skupaj iz mahagonija ali tega lesa njihovega in to je tak malo večji krik. Vode so pa čiste. Ribe so noti v vodi. Tukaj? Konec tihožitja in gremo konec snemanja. En viseči most, prav zanimivo konstruiran, nad enim slapom, ki je kar vredi, ni tako majhen. To je tak jugajoči most. Včasih je reka tekla tukaj bolj desno po tem kanjonu. To je pa malo preuredili. To je vse Paronela park po enemu Špancu, ki se je tukaj naselil in to naredil. Za njih je to zelo zanimivo. Narava in pa te gradiči zapuščeni tlele noter. Tako v drevju se pa skrivajo stare zapuščene hiše. Ograja, vsa v mahu. Divja lepota. Kakšni spodmoli so tam. Pa še zadnji pogled na to lagunco in gremo, ni dežja oziroma ni sonca. Bye zapuščeno mesto. Tle je velik nasad. Zdaj še ugotavljamo. Dunja pravi, da je to papaja. Sandro pravi, da je chili pepper. In bomo ugotovili, kaj je. Evo. So pa ti plodovi, evo, kako je približano. In mravljica nabira med in oplojuje. No, zdaj smo razbili to stvar in se prepričali, da je papaja po strokovnem mnenju. Not so pa tista zrnca za seme naprej. To je pa ogromna tovarna za predelavo sladkornega trsa. No, tisti vagoni, ki smo jih prej snemali, vse tukaj konča. In potem so ti dimniki in izdelava teče. In poseben vonje, ki je ponavadi čutiš že kilometre daleč. Evo, pa gre po novi trg sladkorni. Z druge strani pa veliki šleperji, ki vozijo tudi to, iz tistih njiv, kjer ni dostopa z vlakom.
Lepo majhno mestece. 2 ceste na vzkriž in je vse, kar je. Sandro išče že za hrano. Zdaj pa mestna hiša. Zelo lepa in cartkana mestna hiša. Prav res lepo deluje. Vse urejeno, očiščeno. Hotel Grand Central. In to so vse približno 100 let stare hiše. Takrat so delali tele napušče gor, da so poudarili velikost hiše. Vse večinoma enonadstropno. Oziroma pritlično, ne? In malo dogradnje na vrh. Evo, za tem lepim vodnim motivom čakamo ribice na žaru. Lep kolesarski znak, samo da me rajcajo. Lepa je ta vasica. Inisfeld. In še lepše, ker piše tle tudi, da ima kolesa. Kaj koles. Merida. V mestu je tudi spominski park kralja Georgea, takrat so bili še bolj povezani Avstralci s Commonwealthom. V mestu so res 2 ulici in to je glavno križišče tam gor. Leva, desna, gor, dol, konec. Nad mestom se boči lepo pobarvan vodni stolp za oskrbo prebivalstva. Pred nami je pa ena zanimiva cerkvica, pa si jo gremo gledati. To so vse novejše zadeve, so komaj 100 let nazaj se orang priseljevali samo Avstralci. Sedaj jih je komaj 20 milijonov. Na teritoriju velikem za 400 Slovenij ali 700. Ne vem, zdaj točno. Cerkvice s 4 turni pa tudi ne vidimo vsak dan. Noter je pa preprosta kot koprska stolnica. Nežna, lepa, umirjena, krem, bež. Ta cerkev je bila odprta leta 1928, namesto prejšnje, ki je ciklon uničil. In zanimivo, vse cerkve, ki smo jih videli v Avstraliji, so odprte cele dneve. Majhna anglikanska cerkev. Da za aboriđine imajo pa posebno šolo, ki so tle njihovi otroci, jih čakajo starši, da jih odpeljajo domov. Samo mesto se pa nahaja ob St. Johnstone River. In tle prekraj je park, katerega so postavili mestni rotarici s svojimi denarji. Tudi ladja lahko Mercedes. Ti privezi so pa tudi interesantni, pregruntani. Prava ribiška barka, suši mreže. Zapuščam rečno obrežje in grem proti motelu. Ta skulptura je bila postavljena pionirju sladkorne industrije. To je postavila italijanska komuna. Pričelo se je pa leta 1859. Dol iz tistega, ki teče, so pa njihove stilizirane posode. Kar smo videli prej, se stroji vse sekati, so včasih vse to z mačetami. Mukotrpno delo je bilo to. Ubi bene, ibi patria. No, pa še po italijansko, da se vidi, da je res. To je pa tako lepo to drevo, da ga moram še enkrat posneti. Polno je epifitov, sredavcev eden do drugega. Zanimiv del je pa ta korenina, ki gre dol. Potem vidi, da ni bilo zemlje, gre bolj v drobni obliki. Ko pa pride do tli, se pa prime korenin, tal in gre v zemljo.
Hi. Hello. Hello. Where are you from? Yeah, I am from Slovenia. What's that? This is western part, border to Italy. You know Italy? Yeah, I know Italy, yeah. Or Europe? Europe, Italy, and western part Italy is to border is Slovenia, ex-Yugoslavia. Ex-Yugoslavia? Yeah, ex. Former Yugoslavia. Yeah. Yeah. And you live here? I'm an Aboriginal, Yeah, from here in the near? I'm an Aboriginal. Yeah. Good. From Australia. Ja. Lijepi fiti. Kako se to tvori? Take korenine, ki se uvijajo okrog drevesa, oziroma se prime za tole ljubje, skrotovičeno, in potem se noter zažre, noter v ljub in črpa sokove, oziroma precej živi tudi od zračne vlage. Ta je pa tako lepo osončen kolesarski znak, da ga moram ponovno posneti in s tem končujem obisk Innisfaila. Kako lepo! Končno eno listopadno drevo. Kar oddahne si človek od vse te zelenine. Malo pred hotelom je pa reka, čisto taka umirjena, lepa, naravno obrežje z mangrovami pri kraju in to je še lepše. To me bo umirjalo za večerni počitek. V Innisfailu je zelo veliko pokopališče, ampak je veliko po površini, ker je razkošno. Od groba do groba je precej zemlje, travice in tudi že do vsega začetka, odkar je bilo postavljeno, je tukaj pokopovano. V bližini še malo naprej pa je naš motel. No, zdaj gremo pa kolesarji spat. Nahodili smo se. Hotelček nas čaka in restauracija in bazen s friško vodo za osvežitev pred spanjem in naše sobice v zidani hiši, ker je razkošje za tlele betonski zidaki, fuge narejene s prstom in pofarbano zolnato barvo. Isto je v sobi. To je najbolj razkošno. Stavili smo se na lepem nasadu čaja, kateri je čez 2 griča in čez 2 doline. Ravno je frišno porezan in tako lepo zgleda. Tam je pa kmetija gor. Nov dan, odhajamo iz Innisfaila proti Athertonskem nacionalnemu parku. Malo diši. Kakšen čaj se ti to zdi? Mora biti en dober čaj. Pravi čaj zgleda, da je samo zima, ni cvetov. Ja, porezali so cvetove. Zimski čaj, ja, seveda. Kako je jaz, nimaš kaj slikati, si lahko samo tiho. Kaj smo v razgledišču nad reko. Tiho bodi, in je skozi gozd taka poseka, da so naredili ta razgled. Gozdič je že zelen. Lepa potka nas vodi do Elinje slapa. Elinje. Pitaj Boga, kako oni spregovorijo. Skozi tropski deževni gozd. Sandro prihaja na prizorišče in naše deklice. Je kar scenski ta slap. Nimaš, ne? Lep slap na črni granitni kamnini.
Verjetno veliko drevo je to, lej. Tlele še tudi. Ne, ni drevo. Evo, ona čisto navadna prapra. Proti soncu, da se vidi, da je res. Slap številka 2. Zilje. Preko velikega odloma pada dol in bobni in dela Maurico, tamle noter je skrita. Ne vem, če se kaj vidi. Svet mogoče. Tukaj je leta 1882 Kristi Palmerston kampirala. In mi se vozimo po Palmerston Highwayu. To je bila včasih edina cesta proti Cairnsu. In ob poti se nam odpre na tak pogled na tak lep veličasten slap. Nekateri se tudi kopajo v njemu, oziroma spodaj v Tolmunu. Bujno rastišče ob tem slapu. Opazite te vertikalne sklade, popolnoma vertikalno, vse do vrha. In je nastala taka prelomnica. Kako je moglo to nastati, mi ni jasno. Tisti del, ki je pa previsen, je pa z mahom. Ne stojite pri miru. V miru stoj, ki imaš 60. Glej mi kurat. Kje je? Bež v pizdo. Niti da dosti govorim, tle piše, kje smo. Tukaj je erupcija vulkana vrgla ven kamenino in je nastal tak gromozanski krater navzdol. Prepaden, več kot 100 metrov globok. Samo je, na dnu je pa jezero. Če gre pa več kamenine ven, pa nastane hribček. Moš ti slikati, se ne da. Se ne da poslikati. Ti ne moreš, ne? Vse brez pomena, da so to koščki. Koščki tega. Napokan granit, spodaj pa čaka lava in plini. Zemlja poka, se hitro premikajo. No in tako je nastala naš krater. To so pa njegove dimenzije. 61 metrov v premeru. Ni hudega po unih pravih slapih, videti malo slapišča. Zgornji slap je malo večji in lepši, tako razklano deblo. To pa je borba za obstanek, a? Če je najdla to skalco med dvemi slapovi. Ta lepa rožica. Medvedova skala. Dajmo, Dunja, skoči v lepo jezerce, ne? Da si ne skvariš frizuro. V deževnem gozdu je ena vrsta dreves, ki razvije take ploščate, oprijemalne korenine, tako v višino grejo. Verjetno vse zaradi stabilnosti in razporejanja vlage je to tako narejeno.
ogromno tiste korenine, ki smo prej gledali v primerjavi z ljudmi, kako so te vertikalno razporejene. Potko do kraterja so pa vsekali, tako da je včasih ob trebušci čisto po ravnem, teče in asfaltirana, tako nevidno, tako da greš lahko tudi z invalidskim vozičkom. Naslednja počivališče je pa pri figovem drevesu. Evo, kako se tukaj odpre. No, čudovito je. Tista, ki sem včeraj slikal, samo da je to še bolj izrazito in v pravem tropskem pragozdu je okoli njega. Slišimo vrščanje papig. Evo jih. Višina približno 500 metrov, starost približno 500 let, obseg okrog 39 metrov. Evo, Milan je povedal podatke. In take plodove ima. Dunja je zdaj dobro pokazalo, kako je veliko to drevo. In tam je tabla, ki je narisana, kako se razvija. No, najprej se zagozdi v drevesu, kot zajedalec. Potem naredi korenine ob drevesu do tli, potem pa se svojo težo prevaga svojega stanodajalca in tako pridejo do tega pojava, potem kot ga vidimo v resnici. Da gremo okrog njega. No, lahko okrog kakšnega spomenika hodimo okrog njega. Ja. No, še zadnji pogled. Tle se vidi, kako je po unem prejšnjem deblu splezalo navzgor. Končajmo, to je preglomozansko. Da si pogledamo še eno naravno znamenitost. To drevo je Ficus virens in v bistvu njegov stanodajalec nosi že težo manjšega slona. Veliko je okrog 50 metrov visoko in 24 ljudi ga objame. Zdaj pa narisano, kaj živi na tem drevesu. Podnevi, ptice, kače, po noči pa sove, netopirje in spodaj pri tleh miši in take zadeve. Tu so ljudje majhni proti temu, ne? To naj bi bila pa ta katedrala, ne? Tukaj noter, v sredini drevesa. To je preveliko. Ćemo pomajšati. Damo v pralni stroj na centrifugo in se pusti.
To drevo je Silver Guangdong, Elenocarpus grandis. Ne može. Ja. Ne može. Pa res. Iz hribov se spuščamo v dolino proti Cairnsu po valoviti cesti. Le zdaj, ki nas bo hitlo ven. Prismeli smo v naše zatočišče v Cairnsu za naslednje 3 dni. Nahaja se v lepem zelenju. Sandro ureja formalnosti. Dobrodošli v Cairnsu. Začenjamo novo poglavje dopusta. Počitnice. Cairns leži na severu Queenslanda in se šteje že za oddaljeno severno deželo. 16 stopinj 55 sekund južno in 145 stopinj. Naša soba leži v pravem tropskem gozdu. Čeprav smo v tropih in na vročem, je tukaj kar prijetno. Evo nas, smo že razpakirani. In pol na večerno kopanje. Čisto blizu letališča pa imamo mangrove park, se pravi rastlinje, ki raste v morju. Stopinje. Krokodila, pa si ogledamo. Stopinja krokodila. To vse rastlinje in drevesa rastejo iz površine morske vode. Je oblito stalno z morsko vodo, specifično rastlinje. Posebna drevesa, katera pol tako razporedijo korenine. Glede na plimo in oseko so več ali manj v vodi. Znajo pa urediti tele njihove poti. S tem lesom zelo dobro pride. Mangrove so posebna drevesa. Največ jih je vrst Ceriops in Avicennia, ki je tudi pionir na teh rastiščih. Liste imajo normalne, take usnate, podobno kot vsaka druga rastlina. To je pa druga vrsta. Zdaj pa še naše prihajajo. Sol je smrtna za večinoma navadnih dreves. Te znajo pa s posebnimi opnami to predelati, da ne pride do njihova srca in da jih uniči. Pravi pragost teh korenin. In to, ko bo plima, bo vse pod vodo. To mora biti zanimivo. In tle je vse prepleteno, tele lukence. Tukaj not so črvi in rakci, imajo idealno rastišče, gojišče. Tile izrastki so od korenin. Te drevesa imajo posebno način pritrditve, da se ne dvignejo z blata ali pa da ne potonejo v blato. Navzdol so rosne korenine, navzgor so pa take korenine in s tem se pol on obdrži ven. Na tle na drevesih se pa vidi, koliko so poplavljena približno ta teren, ki je zdaj, je poplavljen približno za 1/4 metra, kadar je plima. Ko se dvigne plima, se tukaj nalaga dodatno blato. Če pa pride daljše obdobje brez plime, oziroma da je tako nizko valovanje morja, pa se tole blato gre nazaj. In vsi ti gozdovi, mangrove, so odlična zaščita Cairnsa pred cikloni.
dobro urejeno. Zelo. Tukaj imajo ta stolp in smo se povspeli nad gost. Mangrov. Z vrha izgleda pa to kot vsak normalen gost. Lep, zelen, zimzelen. Prihaja iz svoje luknjice ven rakec. Njegov kolega se pa že sonči. Ki rdečkasti so. Pa se na soncu greje. Spuščeno blato, kakor da se skriva pred mano. Kompletna komuna. Kombišen, študent, rakci, ribe, šaple, džabiru, ribe in zopet nazaj v naravo. Nekatera drevesa v mangrovah so tudi podrta, ker jih je ciklon pred leti porušil. In ravno taka so največje zavetišče za živali in kažejo, kakšna je borba za življenje tle za svetlobo v tem habitatu. Lep primer velikih korenin. Kako je vse to veliko v primerjavi z ljudmi. Sandra uživa z njegovim stativom, posebno, ker ima težke pogoje snemanja, ga uporablja, da ne strese. Ta mangrovin gost je pa vedno bolj gost, vedno bolj divji. Eno vrsta rastlin, tle so pa druge, tam je bilo bolj grmovje, tle so pa prav drevesa. In po drevesi vse vrgoli od teh vrakcev, teh rakcev, ki sem jih prej slikal. Slišite te zvoke? To se pa živali oglašajo in opozarjajo svoje področje ali pa pred obiskovalci o ostalih obiskovalcev. Malo zvokov tega življenja. Kadar pa ne čutijo obiskovalcev, se pa opozarjajo na svoje življenjski okoliš s tleskanjem in pokanjem. Bežte preč od mene, sem siten, reče rakec. Nekdo prihaja. To je posneto iz višje opazovalnice. Riba, le kako hodi po suhemu. Hop, pa je ni več. Je pol notri. Le ribo, kako gre po kopnem. Tam pridi sem. Ne klet. Le raka, ti ga prestraši, da gre not v lukno. Evo, pa se skrije. No, pa zapustimo to račje in ribje življenje na dvorišču in v 5 cm sloju zemlje in se odpravimo proti avtu. Mogoče se še kaj ogledamo, ko bo to zalilo morje. Malo zbolano glavo nas je Sandro pripeljal do ene najboljših plaž severno od Cairnsa. Trinity Beach. Sunce tolče direktno na glavo. Od jutra do večera.
Lep pesek, lepo piha. Lepo zimsko sveže vreme je. Se bomo hitri notri. Zastavica opozarja, kje so cone, varne za kopanje, za kopalce, kje so čuvane plaže. Jih je kar precej. In bo v zadju en otoček. Otokin, velik. Z cinčkom. Govori. Ja. Dragi prijatelji, mi smo na Trinity Beach, la fin del mondo. Te paghi sai e non te ga niente. Zvočnik? Ne, zvočnik, to je... V glavnem, tle so 3 bistvene lastnosti. Prva je, da je morje šprko. Drugo, da je mivka tle, da ti leze notri v čele, da so kacijamari. In tretje, piko ko svinja in mezebe. Kopal se ne bom. Yes, boss! Sam še jokati začeli. Yes, boss! Školkica, oreški. Je rekel, da se bo razpizditi, da smo peljal na, kaj je rekel, Port Douglas na kosilo. Zdaj bomo naredili eno stvar, zdaj bomo še na sprehod tam na ono špico. Yes, boss! Tan. Evo, sledimo njegovemu eden redkih Mercedesov v Queenslandu. 280 SE. Ja, Automatik. avtomatik. Na našega Gregorja pogled na drugem celini, kako 6 cilindrov. Lep hotelček, čisto ob morju. Zadaj tropski gost.